Lepo pozdravljeni. Danes bomo ponovno malce pogledali za mejo. Pri založbi Mladika je konec lanskega leta izšla knjiga Moj kraški pristan. Elizabeth Griffin, ki pa je danes ni z nami, je pa z nami prevajalka knjige Breda Biščak. Malce bomo spregovorili o knjigi in pa tudi o samem prevajanju. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vam in lep pozdrav tudi vsem vašim gledalcem in gledalkam. Torej, Moj kraški pristan je knjiga, ki verjetno ni vaš prvi projekt z založbo Mladika, si predstavljam. Kako dolgo že sodelujete z njo? Pravzaprav je. Je? Ja. Kako je pa potem prišlo do tega? Z avtorico se poznava že, zdaj bi pravzaprav lahko rekla, da je najino prijateljstvo postalo polnoletno, a ne. In je do te izdaje pri Mladiki nekako prišlo po tej najini osebni poti, če lahko tako rečem. Avtorica je pač napisala ta tekst, izvirno za eno drugo publikacijo, ki je izšla v italijanščini v Trstu. In sicer je njena prijateljica zbrala nekakšna pričevanja Tržačanov in Tržačank, ki izvorno niso iz Trsta, ki so priseljenci in priseljenke. In je naslovila to knjigo Un sguardo intinverso. In Elizabeth je prvotno pisala za to publikacijo, ampak v angleščini. Ker pa poučuje že vrsto let Slovence in Slovenke, ki živijo na tržaškem Krasu, je želela, da bi bil pač vsaj majhen delček tega pisanja, najverjetneje tisti, ki govori o njih, preveden tudi v slovenščino, zato da bi pač oni nekako vedeli, kaj je pisala o njih, da bi lahko o tem tudi govorili pri njenih urah. In tako je prvotno nastal en krajši zbor, ki je bil objavljen že, mislim, da leta 23 ali pa morda celo 22, ki sem že malo pozabila, pri reviji Sodobnost. In ker je v njenem, če zdaj lahko rečemo domačem, tržaškem okolju naletel na zelo dober odziv pri Slovencih in Slovenkah, se je potem avtorica uspela dogovoriti z založbo Mladika, da se izda celotno besedilo. Tako da jaz sem nekako po naključju prišla kot prevajalka do založbe Mladika tudi. Kako boste se z avtorico spoznali ob njenem prihodu sem, oziroma malce kasneje, 93. je že prišla v te kraje? Ne, to je zgodba, ki je prav tako vezana na ta prostor. Jaz sem bila pred, zdaj bo že 20 leti, vodja takšnega majhnega, rekli smo mu, kulturno-informacijskega centra in Ameriški kotiček, ki je bil bil je sodelovanje med ameriškim veleposlaništvom in tukajšnjo univerzo na Primorskem. In ker sem izvedela, da takoj čez mejo v Trstu deluje podoben Ameriški kotiček in najbližje bil potem samo še, mislim, da v Zadru in Zagrebu, a ne, se mi je zdelo normalno, da pač probam vzpostaviti stik s tamkajšnjim kotičkom, in pač naključje je hotelo, da ga je takrat vodila ravno Elizabeth, a ne. In pravzaprav iz tega nekega, če lahko rečem, institucionalnega sodelovanja pravzaprav ni bilo, ker so počasi obe zapustili ta kotiček, ampak vseeno so navezali stik in so potem razvili osebno prijateljstvo, ki je z leti potem pač takoj naneslo, da je ona potem to objavila, jaz pač prevedla. Pa tudi že vmes, kadar sem jaz sama končevala kakšne prevode iz angleščine, je bila ona zadnja leta tista oseba, ki mi je pomagala pogledati te angleške stavke, ki so se mi v zvirniku zdeli problematični, in običajno so bili avtorice že mrtvi, tako da se nanje nisem mogla obrniti, in je bila ona tista domača govorka, ki mi je sprva najprej ona pomagala, ne, pozneje pa pač prišlo do tega, da sem jaz prevedla to njeno delo. Torej, komunicirata v angleščini? V angleščini, ja. Ker ona pa pravzaprav piše, da živi na področju zamejskih Slovencev. Ja, živi pravzaprav tik ob meji, se pravi nekoliko zunaj občine, ne, kot pove tudi v knjigi, je poročena z Italijanom, naučila se italijansko. Kot pove tudi v knjigi, poslala je otroka v osnovne slovenske šole, kar je seveda bilo presenečenje tako za moža kot za njuno italijansko varuško. Tudi mene, ko mi je to pač pravila, ne, takrat so že hodili v šolo. Ni bilo čisto jasno, ker se mi zdi to dosti drugačen pristop, kot smo ga Slovenci vajeni. Ampak ja, midve večinoma komunicirava v angleščini, ja. Kako pa to, da se je odločila pravzaprav za slovenske šole? Kot mi je razlagala, naj bi bil to tipičen ameriški pristop.
Se pravi, v smislu, onadva sta mešan zakon, ameriško-italijanski, in je želela najti kot nek prostor, kjer bi imeli otroci možnost biti samostojni. V smislu slovenskega jezika ni govoril nobeden od njiju, torej nobeden od njiju ni mogel pomagati v šoli, recimo pri domačih nalogah. Se pravi, zelo drugačno se mi zdi pojmovanje, kot imam občutek zlasti pri nas, pri Slovencih, uveljavlja zadnja leta, ker se mi zdi, da starši morajo delati bistveno več za šolo kot te otroci. In je potem pač dala v te slovenske osnovne šole. Ja. Zakaj pa jo je pravzaprav privedlo v te kraje? Ker piše o tem, kako je včasih bila tudi samo po en teden v kakšnem kraju, veliko se je selila. Kako je potem iz Amerike naenkrat prišla na tržaško ozemlje? Mislim, da na začetku knjige nekako tudi nakaže. Imela je pač različne službe in zelo je rada potovala, ne. In če se prav spomnim, je kombinirala pač neko potovanje, pa potem neko službo, pa se spet preselila, pa vse skupaj zamenjala. In kot omeni v knjigi, je tudi mama rekla, da s spoznavanjem geografije, s spoznavanjem sveta pravzaprav spoznava samo sebe, a ne. In v neki točki, mislim, da je bila, če se ne motim, ravno v Los Angelesu, ko so tam izbruhnili nemiri v celotnem mestu. Mislim, da je bilo to, kot pri Američanih še vedno ponavlja, da je, če prav razumem, če se prav spomnim, no, večinoma belopolti policaji so napadli nekega temnopoltega moškega. Rodneyja Kinga, se mi zdi. Ja, to se imena piše, ja. žal ne spomnim, ampak nekako odziv na to je bil, mislim, da je nastal, veliki neredi, izgredi so nastali v Los Angelesu in ona je to spremljala po televiziji in se nekako odločila, da ne more več tam živeti. In to je sovpadlo s tem, da jo nek prijatelj povabil v Italijo, tako je odpotovala pač v Rim, povsem neplanirano. To še ni bil Alberto? Maura, moža, ja, ne, še ne. In potem se je ta splet naključij nadaljeval, da ne vem, da je ta prijatelj imel, mislim, da nekaj prijateljev v Trstu in potem je šla z njim sem in tukaj mislim, da je potem spoznala Maura, svojega bodočega moža. In potem se pač ta zgodba nekako razvijala naprej in je tukaj ostala. Tukaj je torej zdaj že od leta 93, če se ne motim? Mislim, da ja. Torej je pravzaprav že domačinka, verjetno že več časa živi tukaj, kot je v Ameriki. Ja, najbrž, ja. Tako je. Sicer pa rekli ste, da ste tudi vi bili nekako vezni člen, medtem da je to izdala pri založbi Mladika, ste ji predlagali sami, da se mogoče obrne na njih? Elizabeth me je samo prosila nekako za nasvet, ker je pač dobila, kot rečeno, ob izidu tega krajšega prevoda, dolg je 1,5, to ni veliko, ne, v reviji Sodobnost, so na občinah v tem skladu Mitje Čuka, kjer ona poučuje že vrsto let angleščino, priredili večer, ki je bil zelo zanimiv, ker je bil poln tako Slovencev kot tudi Italijanov, zelo dobro obiskan. In na podlagi, mislim, da tega toplega odziva lokalnih prebivalcev, tudi njenih, po mojem, učencev, če lahko tako rečem, ne, slušateljev in prijateljev, se potem pač je želela, če bi lahko to kje v celoti izdala. Potem smo pač razmišljali, ali bi ta celotna zbirka, ta osnovna italijanska, Un sguardo in t'inverso, kjer so še te druge zgodbe, če bi morda pri nas kje šla, pa se ni izkazalo. Pač zanimanje pri slovenskih založbah, tako da sem jaz potem rekla, pa daj povpraši pri slovenskih založbah v Trstu, ne, ker mi je pa nakazala, da je bila že v stiku z urednico Nadjo Rončeli in je potem dejansko se tudi Nadja kot urednica odločila, da izda to Mladika. Se pravi, da bi rekla, da je bolj avtoričin, kako bi rekla, input, grdo rečeno angleško zdaj, a ne, se pravi, iz nje je izhajalo, a ne, ta želja po premiku, da to izide tudi v celoti v knjižni obliki. Pravite, da ste bili tudi prisotni na predstavitvi knjige že septembra, kje pa je pravzaprav potekala, kako je bilo? Ta predstavitev je bila v isti dvorani na skladu Mitja Čukat na občinah, tako kot je bila ta prva predstavitev samo tega prevoda, ki je šel v Sodobnosti. Takrat smo bili samo v malo večji zasedbi. Poleg avtorice in mene je bila tudi avtorica spremne besede, Mojca Petaros, in tudi avtor teh prekrasnih grafik, se opravičujem, to pa moram preveriti ime, to je pa Alfredo Furlani in pa tudi
slovenski grafik, gospod Vekječ, če se ne motim. Kako mogoče veste, kako je prišlo do odločitve, da sploh so grafike noter, ker knjige za odrasle pogosto nimajo slikovnega gradiva? Ja, znova gre za osebne naveze avtorice, se pravi Elizabet, saj se s tem gospodom baje poznata, že vse, odkar je ona prišla na Tržaški kras in so ji zelo ljube njegove grafike in potem je nekako že, ker je pač poznala te njegove grafike, ki večinoma, ne, kot se da tudi v knjigi potem opaziti, upodabljajo to kraško pokrajino, se pravi prav to pokrajino, ki je ozadje te njene zgodbe, ki jo ona opisuje v tej knjigi Moj kraški pristan, a ne, se je pač zaželela, da bi bile tudi v knjigi in potem mislim, da dosegla dogovor z založbo, da dejansko so in je res knjiga je zelo, zelo lepa, bi rekla, z tega oblikovnega, tega grafičnega vidika. Kar sem tudi sama poudarila na predstavitvi, a ne, knjige, tiskana je na zelo lepem papirju. To nekako poudarjam zato, ker običajno zadnja leta knjige, ki izidejo v Sloveniji pri slovenskih založbah, so iz povsem finančnih razlogov, da so stroški naklade nižji, se marsikdaj tiska na papirju, ki ni tako lep, no, ki je manj kvaliteten, a ne, in že marsikdaj, ko knjiga izide, a ne, so ti listi, ne videti, so porumeneli, a ne, medtem ko tukaj knjiga tiskana na res na izredno kakovostnem papirju in jaz sem to pač malo povezala s tem, o čemer tudi govori knjiga, to je pač nekako moja razlaga. S to željo Slovencev in Slovenk, ki živijo na drugi strani meje, se pravi izza matične Slovenije, da se ohranja vse to, kar je povezano izvorno s Slovenijo, se pravi ne samo jezik, tudi kultura, ne, in da se to nekako, se mi zdi, ovrednoti tudi na taki stvari, kot je morda lep papir, no, ne vem, če je to pravilna razlaga, ampak tako sem si jaz razložila, no. Zdaj, glede na to, da Elizabet prihaja iz Amerike in živi v zamejstvu, je to res neka nenavadna kombinacija, pravzaprav tudi sama piše o tem, kako ni mogla pravzaprav dojeti, zakaj si ne rečete, na primer tam pač Slovenci, če ste ali italijanski Slovenci ali kako. Kako recimo na to gleda danes? Je mogoče o tem tudi z vami kaj razpravljala, o tem konceptu, kako sama vidi to, ta nek pogled od zunaj, ki se mi zdi, da je ravno ena od kvalitet pravzaprav tudi te knjige? Pravzaprav o tem poimenovanju nisva razpravljali. Tako kot sama napiše čisto na začetku, je to poimenovanje, ki je ona, ko je imela te ure konverzacije, ne, s temi slovenskimi slušatelji, jih vprašala, zakaj si pa ne rečejo slovenski Italijani, a ne, po vzoru, kot se to zgodi v Ameriki, a ne, ko se nekdo priseli, a ne, naj so to, ne vem, Španci, kdorkoli, Italijani, ne, in se tam zgodi drugače, ne, da gre ta njihova izvorna pripadnost v pridevnik, a ne, se pravi španski, italijanski, ne vem, tajski, a ne, samostalnik je pa še vedno nekako nosilec in je Američan, Američanka, ne, medtem ko seveda tukaj, a ne, po mojem, za te, ki smo domačini, v smislu, jaz sem pač z Obale oziroma zdaj slovenske Istre, a ne, poznamo vsaj malo, a ne, te želje in stremljenja Slovencev, ki živijo čez mejo po ohranjanju vse, kar je povezano s Slovenijo, ne. Tako da, kot je potem, kot je tudi povejo ti slušatelji, seveda to njihova potreba po ohranjanju svoje izvirno slovenske identitete, ne, in so zato pač Slovenci, a ne, ki živijo v Italiji. Druga stvar, mogoče zanimivo, da ste to izpostavili, kajti ko sem prevajala za Sodobnost, a ne, mi je lektorica, ki je zdaj tudi urednica, Katja Klopčič Lavrenčič, je prav ona prosila, a pa ne bi mi tega spremenili, tudi ona je želela to spremeniti, a ne, umakniti te nekako italijanske Američane in nekako, ne vem, kako preformulirati. Pa se meni zdelo pomembno, da prav to ostane, ker se prav tu nakazuje razlika, a ne. Se pravi, italijanski Američani, tukaj so pa Slovenci, ki živijo v Italiji, ne. Tako da, kot vidimo, so te samoopredelitve zelo pomembne, ne. Tretja stvar, ki je pa po mojem, to je pa zdaj moja interpretacija, no, s tem niso Elizabet govorili, ampak jaz imam občutek, a ne, na neki način je Elizabet, ko se je priselila v okolico, kjer je večinsko prebivalstvo italijansko, a ne,
je bil njen status in domnevam, da tudi njena samoidentifikacija malce podobna Slovencem, a ne, tako kot Slovenci ni bila, kot se temu reče, v mainstreamu, a ne, ampak je bila v teh nekakih manjšinskih, če lahko rečemo, legah, ne. In jaz bi domnevala, da se je čisto nezavedno, ne, potem lažje identificirala na določene trenutke s Slovenci kot z Italijani, a ne. Kajti tudi kot recimo ona kasneje piše, a ne, tako kot imamo mi tukaj v matični Sloveniji, če tako rečem, neke stereotipne predstave o Američanih, a ne, tako so jih imeli in domnevam, jih še vedno imajo Italijani, ki živijo v Italiji, ne. Ona pač opisuje prizore, kako je pač v tem okolju, kjer je živela, ko je s sinovoma šla z vrta domov in je šla mimo teh starejših Italijanov, a ne, ki so tam živeli, kako so ji rekli L'americana, ne, pač nekako po vzoru neke italijanske pesmi, ki so jo tedaj v Italiji zelo poslušali. Skratka, kar v bistvu knjiga pokaže tudi, da si vedno ta večinski narod, ne, če tako rečemo, vedno ustvari neke stereotipe o manjšinskih skupnostih, ne, se pravi, tako Italijani v Italiji, o Američanih, kot smo si mi tukaj, a ne. In seveda in tudi manjšinska skupina o nekih večinskih skupinah, tako da na neki način se, a ne, ta knjiga, mislim, da razgrajuje tudi stereotipe v več smereh. Ko je knjiga izšla, je očitno bila dobro sprejeta. Ravno sklepam tudi po tem, no, ker zdaj prihaja že pravzaprav prvi ponatis, tako da boste morali, dragi gledalci, malce počakati, če želite svežo iz tiska. Me pa zanima, se vam zdi, da mogoče ravno ta, da ne rečem tujskost, da je tista, ki vseeno nekako dovoljuje, da nekdo podaja opis, svoj pogled na neko območje, čeprav smo ponavadi zelo, zelo občutljivi na to, da nam nekdo drug zdaj govori, kakšni da smo. Ja, kot ste omenili, ne, več ravni se prepleta. Mislim, da to zelo nazorno pokaže, že kako smo v zadregi z izrazi pri tem, ne. Če pomisliva, ona zdaj že 30 let živi tam, a ne, pa recimo, če gledava, smo rekli, da je to neki tujski pogled, ne, se pravi, na neko obmejno zgodovino, ki je nam, ki smo tukaj, dobro znana in smo seveda najbrž delno tudi pristranski. Tujski je ne v tem smislu, da ni to ne italijanski, ne slovenski, a ne, se pravi na dinamiko, obmejno dinamiko, v tem primeru slovensko-italijansko, italijansko-slovensko, kakorkoli rečemo, a ne. In se mi zdi, kot ste ugotovili, ja, ta, če lahko rečemo tretji element v smislu element neki tretji, ki prihaja iz neke tretje skupine, ima seveda veliko manj čustveno manj vpleteno pogled na vse skupaj. V tem smislu mene je, a ne, njen pogled spomnil tudi na vzporednice, ki se po mojem takoj primerjajo na pogled Erike Johnson Debeljak, a ne, ki je pisala v svojih knjigah o tem, a ne, da ko se je preselila k svojemu možu Alešu Debeljaku, ne, bila zelo hitro je prišlo v pogovor prav vprašanje Trsta, a ne. In je bil njen odgovor, kot odgovor nekoga, ki s tem ni obremenjen: Trst je vaša slovenska večna rana, ne, dejansko večna travma, a ne. In tukaj podobno, ne, mislim, da Elizabeth s te neke distance, ki je pač njej jasno prirojena, ker ni tukaj odraščala, ker ni bila potopljena v to dinamiko, že vse od druge svetovne vojne naprej, jo opazuje in je hitro opazi, ne, in že na začetku knjige, a ne, napiše, ko opisuje to mikrolokacijo občin, ne, to eno cesto, ki vodi skozi občine, pravi, na eni strani so Slovenci, na drugi Italijani, takoj veš, kateri bar je čigav, a ne, pravi, še vedno živimo v drugi svetovni vojni, a ne. Obenem pa mislim, da je tudi dosti bolj, kako bi rekla, nevtralna v smislu, da morda tako Italijanom, tamkajšnjim, bom rekla, se pravi, tržaškim Italijanom kot tržaškim Slovencem ponudi bolj nevtralen, morda malo bolj objektiven pogled, a ne, jih tako zelo, mislim, da blago prikaže, a ne, kako se obe skupini pomalo pač oklepata nekih vsega tega, kar je bilo, a ne, in kako se seveda za nas, po mojem, Slovence je razumljivo
to, kar se dogaja slovenski manjšini, a ne, kako se čuti seveda ogrožena v Italiji, kjer še vedno neke pravice, zlasti jezikovne, niso povsod priznane, ne. In po drugi strani, kako jim je hudo, ko kot tržaški Slovenci pridejo v matično Slovenijo, recimo zlasti v Ljubljano, ne, in opažajo že sami mladi, kako je jezik mladih Slovencev prepojen z angleškimi izrazi, ne, tako kot je na neki način v velikem delu Evrope, ni samo to pri nas, ne. Tako da, ampak ja, kot ste omenili, a ne, ta njena pozicija, ki ni izvorno ne slovenska, ne italijanska, ji omogoča pač drugačen pogled. Hkrati pa tudi, če sem prav prebrala, prihaja iz velikega mesta, prišla pa je v zelo, zelo majhno mesto, začela hoditi na sprehode, recimo. Ja. To je nekaj, česar tudi v filmih, v ameriških filmih ne vidimo prav pogosto, vedno se peljejo povsod Ja. z avtomobilom. Je tudi tukaj mogoče prišlo do nekega trenutka, da je zaradi tega začela opažati razlike v življenju tukaj in tam? Ja, kakor se spomnim, je ona odraščala v Seattlu, a ne, ampak za Američane je tako in tako značilno, da se veliko selijo, ne. Ta njihova navezanost na, če lahko rečem med narekovaji, rodno grudo, na mesto, v katerem si odraščal, je, bi rekla, bistveno drugačna kot pri nas v Sloveniji, ne, ker je za njih značilno, da že takoj po srednji šoli, da se običajno študirat preselijo v neko drugo mesto in da je tudi ona, mislim, da potem študirala po raznih krajih, ne. Je pa res, kot ste dejali, a ne, to so, Seattle je vendarle najbrž velemesto, zdaj ne vem, koliko milijonov prebivalcev ima, ampak že v primerjavi, a ne, s Trstom, toliko bolj pa ste omenili s krajem, kamor se je preselila, ki je dejansko podeželski kraj. Kolikor se spomnim, jaz sem leta nazaj, ko se je to najino prijateljstvo začenjalo, mi je tu in tam poslala kakšne krajše zapise v angleščini in spomnim se, da je v enem od njih že zgodaj opazila, tako kot poznajo tukaj razvija, začela je opazovati načine življenja lokalnega prebivalstva in je hitro opazila, a ne, da v teh v bistvu slovenskih vaseh na Tržaškem krasu je tako rekoč v vsaki vasi neki spomenik padlim borcem, a ne, antifašistom, in da se vsakega 1. novembra počasti spomin nanje, ne. Tako da bi rekla, da je pač je izhajala iz tega, kot ste rekli, prav iz okolice, iz teh sprehodov v okolico in seveda tudi v naravo, kot potem tukaj opisuje, ne. Kajti mislim, da se pač zdaj nekako ves čas, ker smo Slovenci, se običajno pogovori okoli te knjige vrtijo okoli vprašanja slovenskosti Slovencev v Italiji, a ne, ampak druga dimenzija te knjige so njeno spoznavanje narave, če morda potem tudi naslov, a ne, Moj kraški pristan, kajti prav ta naravno okolje, okoli tega majhnega kraja, kjer živi, ki je nekoliko zunaj občin, a ne, je tisto, je tam, kjer najde neko zavetje in tudi mir za kontemplacijo, za razmislek tako o svojem življenju kot o življenju svoje družine kot širše, a ne, skupnosti, med katerimi biva, a ne. In mogoče v zvezi s tem je povezana tudi ena meni takšnih ljubših prigod njenih, a ne, bom povedala. Ko gre in hodi in opazi, da so ti borovci nekako, ona jih vidi ogrožene, a ne, in potem se odpravi v Trst prav na to, ne vem, ekspozituro, najbrž tako nekega italijanskega gozdarskega inštituta, da jim pač pove, a ne, da ta gozd izumira, a ne. Ampak mislim, da tukaj je morda vidi spet ta, mislim, da vseeno to del ameriške mentalitete bil aktiven, a ne, biti soudeležen v razvoju skupnosti, ne, se pravi, gre in kot neka tujka pove: "Glejte, tule vam gozd umira." In jo potem pač nekako pomirijo, da pač borovci niso avtohtona sorta, ne, da so pač bili tudi oni na neki način priseljeni, ne, mislim, da v času Marije Terezije, in da zato pač so nekateri malce slabše izgledajo, ampak to še ne pomeni, da gozd izumira. Kar je morda še zanimivo, no, če lahko razvijem drugo asociacijo s temi borovci, vsaj moja, kako smo mi, se mi zdi, tudi kot Slovenci vajeni borovcev prav zaradi Srečka Kosovela, a ne, zaradi teh borov, ampak v resnici, ne, kot tudi tukaj vidimo, to ni izvirno neka botanična sorta od tukaj, no.
Ampak to je čisto druga zgodba. Ja, če se ne motim, so jih menda še celo iz vojaških vzgibov nasadili, ravno zato, da tisti, ki bi prišel za njimi, ne bi moral ničesar saditi, ker tako zakislijo zemljo s svojimi iglicami. Sicer pa v knjigi recimo imamo neke določene ponekod poglavja, ponekod pa samo odseke, ki so zapisani v ležečem. Če se spomnite. Po eni strani imamo tukaj recimo bolj podrobne opise raznih oseb, naprimer tiste gospodinje, ki navzven res ne izgleda kot gospodinja, v resnici je pa glavna opravljivka v vasi, ampak hkrati imamo pa tudi kot njena neka bolj notranja razmišljanja. Ste to mogoče že med prevajanjem ali to so potem oblikovno kasneje naredili? Ne, te deli v kurzivu so pa povezani, če lahko rečem, z razvojem te knjige, a ne. Izvorno teh delov ni bilo. Izvorno je, kot rečeno, ona napisala tekst v italijanščini, jaz sem potem prevedla samo en del v slovenščino in ko je bilo dogovorjeno, da se v slovenščino prevede tudi preostalo, kar je bilo izvorno izvorno je bilo v angleščino, potem prevedeno v angleščino. Se pravi, da se prevede celoten angleški tekst, a ne, si je Elizabet zaželela, da bi malce spreminjala že obstoječi prevod, a ne. In to je, jaz sem pač pred leti prevajala eno strokovno knjigo, ki sem jo 3-krat prevajala, ne, in to je za prevajalca, prevajalko Nočna mora, a ne. Kajti to, kar se morda avtorju sliši samo, dodal bom samo besedo, dodal bom samo stavek, a ne, zaradi narave slovenskega jezika to pomeni, da moraš ti res čez cel prevod, mislim, ne samo čez tisto besedo ali čez tisti stavek, ampak čez celoten odstavek, ne, ker se lahko v slovenščini zelo zaradi poudarkov spremeni besedni red. In zato sem jo prosila, če bi lahko tega ne počeli, a ne, ker to je res zelo mukotrpno. In me potem pač, moram reči, sem ji hvaležna, da je to spoštovala, to mojo željo, se pa je odločila, da tekst nadgradi, a ne, s 5 opisi 5 teh osebnosti, 5 likov, kot ste opazili, ne, in tej deli so potem v kurzivu, a ne. Tako da je ona potem to svojo nekako zgodbo bivanja na Tržaškem krasu, tudi med temi Slovenci, nadgradila z opisi teh likov, ki mislim, da so različnih narodnosti, morda celo večinsko italijanski, ne, se pravi, ker so se zdele osebe, ki so bile zanimive, ja. Obenem pa je, kot ste rekli, ja, v te pasaže zapisala tudi neke svoje refleksije o življenju. Kako pa pravzaprav izgleda, kako se lotite prevoda? Recimo, omenili ste, da ste knjigo prevajali 3-krat. Zakaj ste prevajali 3-krat? Za vsak ponatis posebej? Ne. To je bil tekst, ki je pravzaprav zanimivo vezan na to, prav na to območje, o katerem govoriva. To je bila strokovna monografija doktorja Egona Pelika, Tone kralj in prostor meje, ki govori, a ne, o tej poslikavi vseh teh cerkev vzdolž nekdanje Rapalske meje. Šlo je pa za to, da je avtor pač, to je bilo besedilo, ki je bilo vezano na projekt, slovensko besedilo, ki ga je on želel izdati v angleščini, in ker je lovil projektne roke, mi je dal besedilo, ki še ni bilo končano, že v slovenščini, in tudi ni bilo lektorirano. In to ni prijetno. In smo potem tam ustavili proces in ga je on potem dopolnil in je bilo lektorirano in sem dobila drugo verzijo, ne. Potem pa, ko smo to verzijo prevedli in ko je šla ko je avtor zaprosil za mnenje nekih recenzentov, da bi potem iskali angleškega založnika, je dobil še pripombe, kaj bi bilo treba dodati, in je napisal še 3. verzijo. Dopisal, v bistvu ni napisal, dopisal je, ampak bilo treba znova to prevesti, a ne. Ampak sam prevod je pa v bistvu nastal tako, da so bili to 3 etape, a ne, 3 verzije, ne. In zato pač, ko imaš še enkrat tako izkušnjo, pa je bil doktor Pelikan izredno videvan, a ne. In sem imela in čas na razpolago, to moram priznati, a ne, in tudi pač to je bilo vse plačano, ampak sam proces je pa res. Pač po mojem za prevajalca, ki kdaj to naredil, ve, da je to res nočna mora, no, tega si pač nekaj, kar si v življenju ne želiš več delati, no. Ker običajno kako izgleda? Preberete celo knjigo, pa se potem v drugo takoj lotite že prevajanja?
Prevajalci smo različni, nekateri pač ja, prebereš absolutno, potem nekateri prevedejo na hitro in potem grejo počasi še enkrat zares, Meni je to nepojmljivo, jaz sem pač tako, če se le da že od samega začetka čim več, da stoji že na začetku, da na koncu res samo še pilim in flikam luknje, Ker si ne predstavljam, da bi mogla dva, to je pač meni res, to je res stvar vsakega prevajalca, prevajalke posebej in pristop k delu, ki je pač različen, Pa pomaga recimo tokrat, da ste poznali avtorico osebno, verjetno ne poznate vseh, ki jih prevajate? Ne, prav v zvezi s tem se mi je pojavilo, ko sem prevajala ta prvi krajši, krajšo različico za sodobnost, vprašanje, ki mi je bilo zanimivo, ker sem vendarle prevajalka že več kot 15 let in se s tem nikoli nisem nanj tako eksplicitno pomislila kot zdaj, ker sem pravzaprav prevajala besedilo osebe, ki je na neki način moja prijateljica, ki jo poznam osebno, sem prvič začutila, kako kot prevajalec, prevajalka daješ ne samo besedilu, tudi neki živi osebi slovenski glas, In sem se vprašala potem pač, ali bi res ona tako govorila v slovenščini, In tega ne moremo vedeti, Ampak tukaj je bilo res, prvič sem na to pomislila, drugače pa se lotim prevoda in ni bilo tega, kako pač prevajam, kot prevajam. Pač to je bila neka razlika, absolutno pa potem pomagalo, ja, da sem se lahko nanjo pač obračala za neke finese, za neka pojasnila, ki pa, kot rečeno, kadar so avtorji živi, vsaj moja izkušnja je, vsaj v tem angleško govorečem svetu, so zelo prijazni in tudi zelo hitro se odzovejo in pojasnijo, če pač niso mrtvi, Koliko pa se sprašujete glede tega, kako ohraniti stil skozi prevod, da recimo ne dajete preveč svojega stila v slovenščino? Jaz bom rekla, da v neki meri, če lahko rečem, po moje prevajam dosti, ne vem, če je to pravi izraz, intuitivno, Da sledim, upam, da sledim temu, kar je zapisano. Je pa seveda, to so pa, najverjetneje bi se moji prevodi nekih avtorjev, tudi tega dela, absolutno brali drugače do neke mere, kot če bi to prevedel nekdo drug, Tako da, ne vem, kako naj vam tukaj iskreno odgovorim, Seveda se kot prevajalka trudim, da sledim avtorju, da ne, upam, da ne vsiljujem nečesa, kar je moje, avtorju ali avtorici, Ampak so to po mojem take, lahko že take finese, da nihče se v bistvu na neki raziskovalni ravni s tem skoraj pri nas ne ukvarja, Ker to pomeni, da bi nekdo moral preverjati en kup izvirnikov in en kup prevodov in je to preveč dolgotrajno. Tako da tukaj čisto neki znanstven odgovor bi bil težko dati, vseeno pa upam, da se po mojih prevodih vseeno vidi, da so si te avtorski glasovi in seveda posledično tudi prevodi tako različni, da upam, da ne popačim preveč izvornega besedila, Ste recimo, glede na to, da avtorico že dolgo poznate, brali v izvirniku tudi njeni dve prejšnji knjigi? Pomisliti moram. Mislim, da ne, da sem brala samo dele ene knjige, ki pa so zelo drugačni. Obe knjigi sta, mislim, da zelo drugačni. Mislim, da bolj osebni, Bolj sem spremljala, mislim, kot rečeno, mislim, da sem brala odlomke, bolj sem pa jo spremljala, ko mi je pač občasno poročala, kako poteka to. Ko je pač v nekem trenutku imela knjigi napisani in je potem iskala založnika. In kakšno pravzaprav potovanje je bilo to najti založnika v tem ameriškem, angleško govorečem svetu, kjer so ti procesi zelo, zelo drugačni kot pri nas v Sloveniji, kjer je ponavadi pot taka, da poiščeš založbo in v veliki meri potem sodelovanje z založbo, kakor vem, je bilo to pri njej nekoliko drugače. Je najprej napisala knjigo, potem pa iskala založnika? Mislim, da je šlo tako, da se je potem
da čeprav je našla založbo, je bilo to do neke mere še vedno z njene strani financirano. Mislim, da tudi ne vem, če je dobila honorar, da se financira potem samo to iz prodaje. In da se potem, da je bilo potem treba, če se prav spominjam, tekst tudi dosti prilagajati nekim željam založbe, no. Mislim, da vseeno v slovensko govorečem svetu, a ne, sem seveda štejem jasno tudi Mladiko, ki pač kot založba deluje v Italiji, so te, če lahko rečem, te uzance sodelovanja med založbo in avtoricami vseeno drugačne, da ima avtor, samo v tem smislu nisem avtorica, no, nimam izkušenj, ampak vseeno imam občutek, da imajo večjo svobodo, ne, da so te uredniški posegi in usmeritve manjše kot v ameriškem svetu. Kjer je vendarle, mislim, da je še vedno večji poudarek na tržnosti knjige in tega, kaj naj bi si želel trg, ne, ki je seveda tam milijonkrat večji, kot je slovensko govoreči trg. Ko pravite, da so tisti odlomki, ki ste jih brali, da so bolj osebni, tudi ta knjiga se zdi precej osebna, mogoče mislite s tem bolj intimni, manj opisni? Se pravi, nisem obeh knjig prebrala in se zdaj ne spomnim najbolje, ker sta tudi šli že, kakor zdaj gledam, pred 15 leti. In se pač, žal, ampak tako je v mojem življenju in življenju tudi Elizabet ogromno zgodilo in potem ene stvari enostavno pozabiš, no, ampak kakor se spomnim, je v prvi knjigi je Taste of Grace, Meditations and Recipes for a Fulfilling Life, so, mislim, da v tej knjigi vpleteni tudi recepti nekih tipičnih italijanskih jedi, ki jih je potem povezala z refleksijami o življenju v Italiji. Če se pa osebnimi bolj, mislim, da kar imajo skupnega s to knjigo tukaj, a ne, so te deli, ki so bolj meditativni, ne vem, ko bi rekla, bivanjski, refleksija življenja, v tem smislu to je skupnega, ne. Se je mogoče pojavila ideja, da zdaj glede na uspešnost te knjige Moj kraški pristan, da bi mogoče tudi prejšnji dve knjigi doživeli svoj prevod v slovenščino ali italijanščino? To je po mojem bolj stvar, tega žal ne znam odgovoriti, bolj stvar, mislim, bolj vprašanje po eni strani tako za avtorico, po drugi strani tako za mislim, za založbo Mladika, ne, ki je slovenska založba, ki deluje v Italiji. Kajti tukaj po mojem zelo hitro pridemo do te polarizacije, ne, da je pač to knjigo izdala slovenska založba, ker govori veliko tudi o Slovencih, a ne. In je potem najbrž vprašanje, da glede na to, da vsaj prva knjiga govori, mislim, da več o Italijanih, je bolj najbrž vprašanje za neko italijansko založbo, no, tako bi rekla. Tako da tukaj si več kot toliko ne bi upala, no, odgovarjati, ker smo spet pri, a ne, v bistvu pri založniškem trgu in pri odločitvah posameznih založb. Sicer pa glede na to, da prevajate predvsem slovenščino. Mogoče samo še to, se pa zdaj spomnim, kolikor vem, mislim, da urednica, da je malce spodbudila Elizabet avtorico, ali bi morda napisala nadaljevanje. Ampak kje, kako so pa tukaj, tega pa ne bi vedela. In kolikor vem, naj bi bila tudi knjiga prebrana na slovenskem radiu Trst v celoti, mislim, da v 10 etapah, 10 oddajah. To se mogoče že izvaja? Mislim, da še ne, naj bi se v kratkem. Zdaj glede na to, da da veliko prevajate prav med angleščino in slovenščino in ste že omenili tudi svetovni trg, se vam zdi, da je sicer veliko prevodov iz slovenščine tudi nazaj v angleščino ali predvsem prevajamo iz angleščine v slovenski jezik? Te razlike so kar znane. Dejstvo je, da kakor vem, sam ameriški trg, a ne, je na ameriškem trgu, če se ne motim, samo 2 ali 3% vseh izdanih knjig so prevedene, a ne. Kar si lahko predstavljamo, kako majhen procent je to, a ne. Ne vem, kakšen točen procent je to v slovenščini, ne vem, ali je to 50-50, ampak že tukaj že sam ta številka je bistveno drugačna, ne. Nekako običajno mislim, da velja, da majhni narodi bistveno več prevajamo kot nek tak, če lahko rečem, kolosalen narod, kot je ameriški, ki obenem
govori angleški jezik, ki pa tako ni značilen samo za Ameriko, ampak je tudi jasno za Anglijo, je tudi za Avstralijo in tako naprej, ne. Tako da ta razmerja so bistveno drugačna, ne. Po eni strani lahko govorimo o, mislim, več stvari se da potem iz tega izpeljati, ne. V tem smislu imamo Slovenci bistveno več vpogleda v svetovno književnost, a ne, to, kar nastaja po svetu. Mislim, da imamo tudi zelo visoko raven prevodov, ne. Jaz si včasih pomagam, pač ko prevajam neko knjigo, če obstaja že prevod v italijanščini ali pa včasih tudi v hrvaščini, pogledam pa primerjalno, mislim, da vsaj te prevodi, ki so leposlovni prevodi, so vseeno bi si upala trditi na zavidljivo visokem nivoju, ne. Tukaj se kaže, mislim, da to neko vztrajanje pri uredniških, mislim, pri založniških standardih, ki je prav, da so, a ne. In po drugi strani lahko govorimo o tem, a ne, kako, če je knjiga nekega slovenskega avtorja ali pa avtorice prevedena v angleški jezik, to še ne pomeni, kar se mi zdi, da dosti avtorjev si želi, da bo to prineslo neko svetovno slavo, ne. Ravno zato, ker je ta trg tako ogromen. Prav dostikrat ljudje pišejo, ne, in sprašajo, ali bi mi prevedli to knjigo v angleščino, ne. Ne, da se po mojem zavedajo, da sam prevod, ki je finančno ni poceni, a ne, zlasti, če ga avtor sam financira, a ne, ampak, kako bi rekla, imeti besedilo prevedeno v angleščino je že zelo majhen korak, ker je treba potem predvsem knjigo plasirati na angleško govoreči trg, a ne, se pravi, in tukaj to je pa zelo težko, a ne, kakor mi je rekel kolega, ki se s tem ukvarja, je to bistveno težje recimo, kot jo spraviti na nemški trg, a ne. Tako da so tule res velike stvari, no, o katerih bi se dalo govoriti. Pa mislite, da bodo recimo prevodi na takšen način obstali na taki kvaliteti tudi v prihodnje? Ravno zdaj smo dobili ta precej odmeven tekst Aljoše Harlamova, ki je pisal o tem, kako da predvsem mlajše generacije, če gre za izvirnik v angleškem jeziku, raje posežejo po izvirniku, čeprav mogoče izide hkrati na slovenskem trgu kot slovenski prevod. Dve stvari sta, ne, ta tekst, ki ga je Aljoša pred kratkim napisal, je resnično odličen, a ne, kajti opozarja zanimivo, ne, se spet vrneva k tej knjigi, ne. Aljoša opozarja, ker je bil pač do nedavnega sam urednik in je veliko bil po teh sejmih, a ne, zakaj se tukaj zna zgoditi ogroženost, a ne, ker če bo, kot on opozarja, mislim, da mlada populacija, raziskave so pokazale, da že 76% bere v angleščini, a ne, ampak ne v angleščini, kot je neka, recimo, visoka angleščina literarnih del, bere v osiromašeni angleščini, ne. Kar pomeni, da po vsej verjetnosti lahko sklepamo, da s tem ne razvijajo niti svojih jezikovnih kompetenc v angleščini, še manj v slovenščini, a ne, ker je njihov kljub vsemu najbrž primarni jezik, ampak to pomeni tudi, da si ne odpirajo tega miselnega sveta, se pravi, da tudi ta zmožnost refleksije dogajanja v svetu, a ne, ki je vedno kompleksno in vedno bolj kompleksno ostaja omejena, ne. To je pač prva stvar, ne, in zanimivo, Aljoša tukaj opozarja, ne, treba se bo vrniti k osnovam, a ne, in ljudi spodbujati, naj berejo karkoli, samo da je v slovenščini, ne. Vsi, ki se ukvarjamo z literaturo, ne, imamo to tendenco, ne, berite dobro literaturo, ne, berite visoko literaturo. Aljoša tukaj opozarja prav, dajte se spustiti na realna tla, ne, spodbujate osebe, naj berejo v slovenščini, a ne. Jaz sem tudi tega mnenja, ne, da če ne obvladaš svojega jezika maternega, dobro, potem boš težje prehajal tudi v druge jezike. Druga stvar, no, če se spet navežem, ne, Aljoša opozarja tudi na to, kar opažajo slušatelji Elizabete, ne, da se pač med mladimi v matični Sloveniji, da je že velik vpliv, kot sva že prej omenili, te angleščine, ne, tako pri samem, če lahko rečem, uvozu besedišča, kot pri tvorjenju stavkov, recimo moj partner, ki pač ve, da s čim se ukvarjam in kako me to jezi, me heca, ne, a bo šla doga walkat, ne. To je stavek, mislim, nimam psa, ampak to je stavek, ki meni res, jaz sem v tem smislu malo konzervativna, že stara in tradicionalna, ne, ampak jaz, ko slišim tak stavek, me zaboli, a ne. Seveda govori po eni strani o tem, kako vzamemo angleške besede in jim damo slovenske slovnične končnice in nastane nek hibrid, a ne, ampak z vidika
slovenščine kot mojega maternega jezika je meni hudo, a ne. In zato sem bila zelo vesela, ko je napisal ta tekst, Aljoša ta tekst. Tretja stvar, ki pa po mojem trenutno še najbolj ogroža, ne, kaj se bo zgodilo s kakovostjo tako prevodov v slovenščino kot izvornega sloveposlovja, pa seveda pojav umetne inteligence, ne. Tukaj je pa vse odprto, a ne, in kolikor si, a ne, ta krovna Evropska zveza literarnih prevajalcev prizadeva za zaščito, tudi za regulacijo, ne, zato, da se ne bi kradli, a ne, vemo, da pač ogromen del, čeprav vem, te umetne inteligence, ki se razvija v Ameriki, ne spoštuje avtorjev in vzamejo tekste brez dovoljenja, se pravi brez spoštovanja avtorskih pravic, a ne, kar je v bistvu kraj, a ne, da bi se tukaj postavila najprej osnovna neka regulacija, ne, ampak kot rečeno, ne vemo, kam bo razvoj šel, a ne, ali bo res, ali bojo stroji nadomestili neko ustvarjalnost, ki je bila vse do zdaj resnično človeška, tako da tu ne vem. Ja, nekateri pravijo, da bo umetna inteligenca med prvimi nadomestila prav vaš poklic, ampak nekateri vaši kolegi iz društva so mi dejali, da je zaenkrat več problemov, če daš prevod in ga potem popravljaš. Ja. Tukaj se razvija, to je bilo ravno zadnjič ena skupina prevajalci na pomoč na Facebooku in se razvila prav ta debata, ne, prav ta profil, ki ste omenili, da je to nov jezikoslovni profil, ki pri nas še nima imena, ne. Kajti dejstvo je, da kljub vsemu tej prevodi, ki jih damo narediti pač stroju, ne, so do neke mere uporabni, dostikrat so pa šlampasti, ne. In zdaj, ko nekdo to počne, do zdaj bil to recimo pač to prevajalec, včasih porabiš več časa, da primerjaš izvirno besedilo in to, kar ti je stroj naredil, in potem narediš nek končni izdelek, kot da bi se sam lotil prevajanja, ne. To strojno prevajanje, kot se do zdaj izkazuje, ne, je zelo uporabno za neke tekste, ki so, kako bi rekla, ki niso umetniški, no, ki so, ne vem, če lahko rečem, bolj preprosti, bolj suhoparni, bolj omejeni na neke točne, ne vem, branže, ne vem, pravno. Pa že pri pravnih besedilih je veliko težav se pojavi, ne. Tako da res je veliko odprtega in po mojem je tudi, malo, ne vem, kaj bo, no, jaz včasih se malo bojim. Po drugi strani, imela sem zdaj izkušnjo, ko sem končala en prevod, ki sem ga prevajala po angleškem prevodu, ker je izvirnik v afrikanščini, a ne, to je jezik, ki se govori v Južnoafriški republiki in to je jezik, ki je nastal iz nizozemščine, ne, to je jezik nizozemskih priseljencev v Južni Afriki, tako da v veliki meri še vedno bazira na nizozemščini, ne, in sem si nabavila pač tudi izvirnik v afrikanščini. In ko sem primerjala, ne, ker se je videlo, da na trenutke ta prevod, po katerem sem prevajala, je nastal še pred časom interneta, ne, se pravi, si angleški prevajalec, čeprav je pozneje postal Nobelovec, ni mogel pomagati z vsem tem, kar si danes prevajamo, ne, so bili pač detajli, ki sem jih iskala v izvirniku, ne. Sem čisto na koncu zgroženo ugotovila, da recimo Google Translate afrikanščina, angleščina je bil na trenutke uporaben, ne. Sem ga seveda potem jaz uporabila pri svojem, mislim, da sem naredila bolj točen slovenski prevod, ne, ampak tako težko je dati enoznačen odgovor, ne, mislim, da vsi, ki se ukvarjamo z literarnim prevajanjem, se tega bojimo, do njega imamo tudi malo odpor, obenem je pa na trenutke je zadeva uporabna, ne. Ampak še vedno, jaz mislim, da vseeno so prevodi, ki jih naredi človek, vseeno zaenkrat so še boljši in upam, da bo tako ostalo, ne. Groza me je pa razmišljati, ne, da kar se dogaja v založniškem svetu, zlasti v ameriškem, je, da je Amazon omejil nastanek knjig, ki jih je napisala umetna inteligenca, zgolj zato, ker jih je bilo preveč. Ker je bila taka poplava knjig, ki so jih dobivali in so rekli, ne vem, na dan jih bomo dali v naše, a ne, pač distribucijsko mreže samo tok in tok, ne. Spravi, tle se odpirajo stvari, ki so bile do zdaj totalno nepojmljive, ne. Tudi avtorji in avtorice, ne, na nek način ki smo, se mi zdi, do zdaj vendarle dali to neko aureolo, ne, nekih stvarnikov, se v bistvu zgublja pomen in ne vem, če je to dobro, mislim, ne vem, če je dobro, da nam bojo stroji pisali leposlovna besedila, bi želela, da ne bi, ne. Moja pač, lahko končam, druga profesija je pač nezavedno, ne, sem tudi pač jungovska psihoterapevtka in se vprašam, ne, kaj se zgodi, a ne, ljudje vendarle pišemo, tudi ker je marsikaj v nezavednem, stroji tega nimamo, a ne, tako da.
Tako je, naj se najprej naučijo prati posodo in perilo sami od sebe, absolutno se strinjam s potem tem, pa lahko še kaj ja, napiše. ja. Ja, lepa hvala, da ste si vzeli čas in verjamem, da v slovenščini boste imeli še kar lep čas, veliko dela. Hvala tudi vam za to možnost, da so predstavili to knjigo in seveda za povabilo. Tako, dragi gledalci, kot rečeno, knjiga je trenutno še v tisku, se pravi, nov ponatis prihaja kmalu. Zaenkrat pa jo imate zagotovo na voljo v knjižnici. Za kaj več pa vam bojo povedali prav kmalu pri založbi Mladika. Če ste mogoče zamudili kak del pogovora, pa vas toplo vabim, da si ga ponovno ali v celoti ogledate na našem YouTube kanalu Megafon TV. Do prihodnjič, lep pozdrav.